Večer vam želim. Seveda moram najprej pozdraviti draga mi gosta, Zdenka Hafner-Čelan, dobrodošli v Ljubljani. Hvala lepa, dober večer. Se slišimo? Ja? In seveda dober večer in dobrodošel v Mestni knjižnici Ljubljana, v knjižnici Otona Župančiča, tudi Aljoša Harlamov. Vsem vam, ki ste prišli, namenjamo tale večer danes, kjer bomo predstavili poezijo Fabijana Hafnerja in predvsem zbirko Iz jezika, ki ga ni, kjer so zbrane slovenske pesmi, to je tale rdeča zbirka. Pesmi pa so išle tudi kot prevod Petra Handkeja v tej zbirki Erste und letzte Gedichte. Tukaj imamo pa tudi prevode v nemščino, tako da danes bomo imeli en tak pesniški večer, kjer bomo poslušali tudi poezijo. Ja, tale večer pravzaprav, ki sledi, je nastal v sodelovanju Goethe inštituta in naše knjižnice, Mestne knjižnice Ljubljana in knjižnice Otona Župančiča. Branje poezije smo danes zaupali igralcu Blažu Šefu, ki se je potrudil, prišel in upam, da bo njegov glas še prav posebej zazvenel med nami. Najprej pa seveda vabim k pozdravnemu nagovoru direktorico Goethe inštituta, gospo Alix Landgrebe. Dober večer, drage dame in gospodje, dragi prijatelji inštituta. Lani sem bila v knjigarni v Frankfurtu. Želela sem si ogledati pesniške zbirke, vendar jih nisem našla. Prodajalec me je presenečeno pogledal, kot da bi ni vedel, o čem govorim. Po kratkem premisleku mi je povedal, da nimajo skoraj nobene knjige s poezijo, saj se ljudje zanjo ne zanimajo več. Jaz ne moram se predstavljati, kako lahko živijo brez poezije. In zaradi tega tudi se zelo veselim, da ste danes prišli, da bi se posvetili poeziji. V Nemčiji Fabijan Hafner še zdaleč ne tako poznan, kot si je zaslužil. Zaradi tega sem svojemu sodelavcu Urbanu rekla, da se mora današnja prireditev kmalu nujno odviti tudi v Berlinu. Toliko bolj, ker je Peter Handke lepo prevajal pesmi Fabijana Hafnerja. Hafnerjeve pesmi so namreč svojo globoko umno in jezikovno lepoto oziroma kontemplacijo nekaj čisto posebnega in njihovo mirno razpoloženje nam lahko v današnjem mrzličnem svetu le dobro dene. Prisrčno se zahvaljujem vsem, ki so omogočili današnji večer, Barbari Cesar, Simoni Solina, Urbanu Šrimfu in seveda našimi gostoma Zdenke Hafner-Čelan, Aljoši Harlamovu in Blažu Šefu. Hvala lepa. Vam naprej. Hvala, Alix. Še eno pojasnilo sem dolžna. Z Aljošo se že dlje časa poznava, z Zdenko sva pa zdajle na kavi oziroma malo prej sklenili, da bo najbolje, če se mi trije kar tikamo. Upam, da vam bo to ustrezalo, da vas ne bo motilo, ker če ne se lahko kar hitro zmotimo in je nekdo ti, nekdo vi in potem iz vsega skupaj ni prav nič. Zbirka pesmi Iz jezika, ki ga ni, nosi podnaslov Zbrane slovenske pesmi. Hafner je namreč pisal poezijo v slovenskem in nemškem jeziku. Tokratna zbirka prinaša pesmi, ki so že bile objavljene in take, ki jih do sedaj nismo mogli nikjer zaslediti ali pa so bile morda objavljene po različnih literarnih revijah. To, da je bil v času življenja bolj priznan zaradi odličnega prevajanja iz slovenščine v nemščino in obratno, kakor zaradi svoje poezije, je mene kar malo presenetilo in lahko rečem, da tudi po branju njegove poezije potrlo. Ampak gre za zbirko, ki jo bomo sedaj lahko vzeli v roke, brali in bo z nami v bistvu ostala za vse večne čase.
Uvod v erste und letzte Gedichte je napisal tukaj le Peter Handke. Zdenka je ta uvod tudi prevedla, tako da si lahko preberemo tudi to, kaj je Peter Handke imel zapovedati o njegovih pesmih, o njegovi poeziji. In Peter Handke je zapisal, da gre za poezijo, za katero je značilen ritem zastajanja, da iz nje vejejo tudi občutki strahu, stisk, zbeganosti, zapuščenosti. Jaz bi pa dodala tako, da vendar ne gre za neko posplošeno, melanholično liriko, čeprav se nam morda taka zdi, ampak nam nežno prinaša in povsem resno občutke do sebe, do mene, do samega sebe, do vsakega od vas, do drugih in v bistvu do vseh nas. Vprašanja, ki so se mi zastavljala ob branju, so bila seveda takšna, kdo nas v bistvu posluša, kdo nas zares sliši in kdo nas razume. Iz jezika, ki ga ni, je več kot dobrodošla zbirka, ki je končno in menim tudi, da skrajno nujno, o tem bo Aljoša kaj povedal kasneje, zaznamovala naš slovenski prostor in seveda tudi prostor za državno mejo, ki naj je ne bi bilo več. Gre v bistvu za poezijo izjemnega koroškega dvojezičnega pesnika. Takoj zdajle bomo poslušali prvi sklop pesmi, da se potopimo že takoj na začetku v Fabijanovo poezijo. Prosim, Blaž. Jutro, pomlad. Misli tečejo iz peresa, iz trenutka v vesoljnost. Grem na sprehod, von obnove in preporoda ščegeta nos. Pomlajeni svet me sprejme povsod. Nebo se blešči v čisti in temni modrini. Misli se vzdignejo nad zemljo. Za čelom je nova jasnost, pregnala težki stari mrak. Znova vidim pred seboj vesele obraze otroških let, le podrobneje, le bolj zavestno. Srečen zaprem oči in diham globoko. A naenkrat pade name senca. Razum uniči vse občutke. Nenadoma se počutim tako nevrednega, da bi me lahko odnesel nepreviden vzdih, da bi me lahko ranila božajoča roka. Vrnjen na mrzla tla resnice, sem le ohranil zaklad, globoko v svojem srcu, z žarečim smehljajem. Se spravim na pot domov. Pomladno jutro. Kmet gre po polju. Zlato seme zaupa zemlji. Rast ujame moč sonca in jo shrani v sebi, da bo naš kruh v temni zimi. Zrak nosi vonj mladega cvetja. Livade so ozelenele pod toplem dežju, po milem soncu. Duša se odpre naravi, kakor da bi se znova rodil. Morgen Frühling. Gedanken, die aus der Feder laufen, aus dem Augenblick ins All. Ich mache mich auf den Weg. Düfte kitzeln und wiederbeleben die Nase. Verjüngte Welt, die mich allerwärts aufnimmt. Ein Himmel, der leuchtet in reiner, dunkler Bläue. Gedanken sich erhebend über die Erde. Hinter der Stirn eine neue Klarheit, die das lastende alte Düster verscheucht. Und wieder sehe ich vor mir die Frohgesichter der Kinderjahre, nur klarer, nur bewusster, und glücklich schließe ich die Augen und atme tief. Auf einmal aber ein Schatten, der mich überfällt, Verstand, der alle Gefühle vernichtet. Und plötzlich empfinde ich mich so nichtig, dass ein unvorsichtiges Seufzen mich davontragen könnte und eine liebkosende Hand mich verwunden. Zurück in der kalten Wirklichkeit habe ich mir freilich tief im Herzen einen Schatz bewahrt. Und durchwärmt von Lächeln mache ich mich auf dem Heimweg.
Frühlingsmorgen, der Bauer geht übers Feld. Goldsaat wird anvertraut der Erde. Die Pflanze fängt die Kraft der Sonne ein und verwahrt sie in sich für unser Brot im finstern Winter. Die Luft bringt Duft junger Blüten. Die Auen haben gegrünt nach dem warmen Regen und der sanften Sonne. Die Seele offen in der Natur, wie neugeboren. Opoldan, poletje. Svetov dan je v meni. Ozdravljajoč sedim v milem svitu bližajočega se jutra. Čutim, da rastem. Kar obstaja, bo umrlo. Le kar se razvija, živi. V steklu okna se zrcali tvoj obraz. Glej, to si ti. Prazna duša se napije vonja zemlje. Se napije upanja. Sive sence so se stalile v zlatem soncu. Bel kip človeka, sen filozofa, je zaživel. Mittag, Sommer. Lichter Tag, in mir gesundend, sitze ich im milden Glanz des nahenden Morgens und spüre, dass ich wachse. Was anhält, wird sterben. Was sich entfaltet, lebt. Im Fensterglas spiegelt sich dein Gesicht. Schau, das bist du. Die leere Seele trinkt sich an mit Duft der Erde, trinkt sich an mit Zuversicht. Graue Schatten, sie sind zerschmolzen im Sonnengold, weiße Statue eines Menschen. Philosophentraum hat sich belebt. Večer, jesen. Vse se izgubi v meni. Kaj je resnica in kaj je zmota? Ne ločim več ne dneva od mraka, ne mraka od noči. Meje utonejo v megli, tiho nad mirnim pravodavjem. Kamnite podobe padlih junakov tiho govorijo, v vetru veje njih svarilo. Z umori si ne boste pridobili življenja. Z umori si ne boste pridobili življenja, a nihče ne potrpi ob grobovih. Nihče jih ne zna dojeti. Vihar je razbil motne šipe. Je raztrgal meglene zavese. Je uničil varna okna ljudi, osamelih v nemosti. Kako tuja jim je postala svoboda. Oblaki so požrli sonce. Kdaj bom spet čutil božanje žarkov na pobledeli koži? Abend, Herbst. Alles verliert sich in mir. Was ist Wirklichkeit und was ist Irrtum? Ich unterscheide den Tag nicht mehr von der Dämmerung und nicht die Dämmerung von der Nacht. Die Grenzen schwinden im Nebel, still überm friedlichen Urgewässer. Die Steinfiguren der gefallenen Helden, still sprechen sie, im Wind weht ihre Mahnung, mit dem Töten werdet ihr kein Leben erlangen, mit dem Töten werdet ihr kein Leben erlangen, aber niemand, der sich geduldet bei den Gräbern, niemand, der es versteht, sie zu erfassen. Der Sturm hat zerschlagen die trüben Scheiben, hat zerrissen das Nebelgehänge, hat vernichtet die sicheren Fenster der stumm vereinsamten Leute. Wie fremd ist denen geworden die Freiheit. Wolken haben die Sonne verschluckt. Wann werde ich wieder ihre liebkosenden Strahlen spüren auf dem gebleichten Haut?
Noč, zima. Za svojo pečjo sem sedel in se napil toplote, da bi se mogel vrniti k vam v zimo. Onemel sem, ko je utihnila pesem vetra onstran sten. Kdor hoče bedeti, mora primerno spati. Veki sta rahlo pokrili oči. Telo počiva, le duša dirja dalje, dalje čez obzorje. Neomejena je dežela svobodne duše. Nacht, Winter. Hinter meinem Ofen bin ich gesessen und habe mich angetrunken mit Wärme, um zurückkehren zu können zu euch im Winter. Bin stumm geworden mit dem Verstummen des Windlieds jenseits der Wände. Wer wachen will, muss entsprechend schlafen. Sanft senkten die Lider sich über die Augen. Es ruht der Körper. Nur die Seele, sie rennt weiter, weiter hinter den Horizont. Unbegrenztes Land der freien Seele. Tako, tole je bilo za občutek, upam, da vas je pobožalo. Ohranjanje upanja in nasmeha, tako bolj bodrilno smo začeli. Zdenka, veliko smo slišali ali pa tudi prebrali o tem, da je bilo treba pesmi, ki niso bile izdane, tudi zbrati. Ampak mene predvsem zanima, kje vse so se pojavljale, kje si te pesmi našla. So bile vse tako nekje spravljene, da si lahko dostopala do njih, ali so se kar pojavljale, nekaj tukaj, nekaj tam, ne vem. Katera želja te je tudi vodila pri tem, da najdeš vso to poezijo, ki je ostala za Fabijanom? Ni bilo tako enostavno in pravzaprav me je k temu najbolj spodbudil Peter Handke, ker jaz sem najprej zbrala Fabijanove nemške pesmi, te, ki sem jih imela, in on mi je potem, ko sva se pogovarjala, potem enkrat dejal, da bi rad več prevedel in da bi rad prevajal stvari, ki jih Fabijan ni sam prevedel. In ker je pač odkar sem jaz Fabijana poznala, on v glavnem svoje stvari sam prevajal, je bilo seveda zelo težko najti take pesmi in sem potem šla iskat po revijah. V kleti sem cele noči preživela v kleti in listala. Potem zelo so mi pomagali Fabijanovi prijatelji iz mladosti, ki so njegovo delo spremljali ves čas in so mi pošiljali pesmi in so me spraševali, Zdenka, ali poznaš to. Naprimer, ravno te prebrane pesmi mi je poslal Fabijanov prijatelj Janez Gregorič, kajti prva različica teh pesmi je išla leta 1983. Ta objavljena različica je iz leta 1984. Se pravi, da sem tudi imela različne variante ene in iste pesmi. Ta različica recimo tukaj je daljša od prve, ker je Fabijan tudi spreminjal svoje pesmi v teku časa. Tako da, v bistvu priprava te knjige Erste und letzte Gedichte me je prisilila, da sem se tega dela lotila hitreje, kot sem mislila, ker slej ko prej bi se morala tega lotiti, ampak morda tega ne bi naredila tako hitro. Včasih je dobro, če imamo nekoga, ki nas malo potisne naprej skozi življenje in tudi potem do takšnih rezultatov pride. Ljoša, zanima me, kdaj si se v bistvu pa ti prvič srečal s poezijo Fabijana Hafnerja. Predvidevam, da kot poznavalec literature, tudi poezije, tole ni bilo prvič.
Zdaj, če sem čisto iskren, ja, ni bilo čisto prvič, ampak ne bom pa trdil, da sem zelo veliko poznal njegovo poezijo. Vem, da smo obravnavali njegovo poezijo na faksu. Mislim, da eno ali dve pesmi smo imeli v nekem širšem seminarju, ko smo, prav mislim, da poezijo nekako lokalno, bi rekel, locirali, se pravi, brali smo, ne vem, ljubljansko poezijo, brali smo prekmursko, brali smo koroško, brali smo ne vem kaj vse, tudi zamejsko, italijansko, tržaško in tako naprej. Ne. Mislim, da sem v tem okviru takrat prebral, ampak to sta bile mogoče dve pesmi. Drugače pa jaz priznam, da absolutno ne, da kljub temu tudi sam bi si rekel, da sem poznavalec recimo slovenske literature, ampak poezije niti ne toliko, nisem se v preteklosti toliko ukvarjal s poezijo, večinoma s prozo, ampak tudi znotraj tega ne bi rekel. Jaz se pridružujem tvojemu mnenju, da potem, ko sem jaz recimo večji sklop tega prebral, sem bil presenečen prvič, kako malo vem o tej poeziji, drugič pa zakaj tako malo vem o tej poeziji, ampak mogoče bomo o tem tega se še dotaknili. Zdenka, kako sta se vidva in Aljoša, no? Kako sta se v bistvu lotila potem izdaje te knjige? Kako je prišlo do tega, da to prekrasno knjigo zdaj lahko držimo v roki? Kako sta se dogovarjala? Na kateri strani je bila prva pobuda? Jaz sem se pogovarjala z dvema prijateljicama, Renato Zamido in Amalijo Maček, o tem, da bi mi bilo zelo pomembno, da Fabijanove pesmi izidejo v slovenščini, ker pač na voljo so bile knjige v nemščini, ampak ni bilo več nobene izdaje, kjer bi bile pesmi v slovenščini. In pomembno mi je bilo tudi, da zbirka izide v Sloveniji, zaradi tega, ker sem menila, da bo tukaj naletela na večje število bralcev, kajti koroški Slovenci seveda vsi znajo zelo dobro nemško, se pravi, Fabijanova poezija jim je bila itak dostopna. In oni dve sta pravzaprav samo vzpostavili stik med nama, srečala sva se v okviru sejma in sicer pred podelitvijo nagrade za prevajanje v nemščino in iz nemščine, poimenovane po Fabijanu. Hotela sva spiti kavo, pa nekako nama ni bilo usojeno, ker je nama niso postregli. Jaz sem Aljoši stisnila v roke Fabijanove knjige, fotokopije in sva se zmenila, da bo on to prebral in da mi bo potem odgovoril, ali bi založba bila pripravljena knjigo natisniti oziroma v kakšni obliki, in pravzaprav mi je zelo hitro sporočil, da ja. Aljoša, tvoje nadaljevanje? Jaz bom sem rekel najprej to, da se Zdenka odlično spomni. Zdaj se tudi jaz spomnim, ko si omenila, ker prej se nisem, ampak se spomnim tisti, ker sva sedela tam kar nekaj časa in niti pogledati niso hoteli, ne vem, kaj je bilo narobe. Ampak ja, Zdenka ima na srečo zelo pozitivno izkušnjo z mano, ker jaz moram priznati, da jaz imam na leto samo, pač zdaj Cankarjeva založba izdal okrog 30 knjig, od tega jih je, ne vem, 20-22 podprtih z Jakom in jaz sem zelo previden glede tega, kaj pač počnem s svojim programom. Zelo dolg tuhtam, ljudje kar dolg čakajo na to, da se jim oglasim, ker preprosto vsako leto balansiram kar nekaj knjig, ampak vsake toliko časa pa nekaj vzamem v roke, pa preberem in potem hočem to imeti in hočem definitivno prehiteti vse ostale, da mi kdo tega ne vzame. In tudi tukaj se mi je nekaj podobnega zgodilo, jaz sem na poti domov, jaz imam med knjižnim sejmom največ časa, takrat berem rokopise in ponavadi zaradi tega, ker cele dneve smo na sejmu, jaz sem pač pomagam prodajati knjige zelo pogosto na našem štantu in to pomeni, da tisti teden ne delam, ne sedim v pisarni, sem samo tam. In potem pač sem na poti domov, mislim, da že začel brati in so se mi skratka, tako kot sem prej rekel, pesmi zazdele pač odlične, hkrati pa sem res presenečen, kako da mi je to lahko nekaj takega ušlo in potem sem tudi jaz zelo hitro pač sva se dogovorila. Glede knjige same, postavljanja vsega tega sem pa jaz precej puščal Zdenki, ker vseeno je
najbolje poznala material, hkrati mislim, da si takrat že Zdenka nekaj odkrivala vmes, da si še našla neke stvari in se mi je zdelo, da je pač najbolj tako naravno, tako da so se midva kar precej dogovarjala, kam bi šlo kaj, kako te sklope narediti in kako pravzaprav sestaviti to knjigo v neko končno podobo. Lepo mi je, no. Aha, Zdenka, izvoli. Ja, in pravzaprav sva tudi knjigo pripravljala v času zaprtja in sva komunicirala samo po elektronski pošti, tako da je do izida knjige tisto prvo kratko srečanje bilo tudi edino osebno srečanje. Aljoša, še eno pomembno vprašanje imam. Prej je začela oziroma nagovorila to težavo že direktorica Goethe inštituta, namreč o tem, da se poezije ne bere, ne prodaja, ne izdaja. Kakšen imaš pa ti pogled na izdajanje poezije kot urednik Cankarjeve založbe? Knjige gredo skozi tvoje sito. Ne vem, meni se zdi zelo pomembno, da je vredno truda tudi za ohranjanje, za širšo razgledanost, tudi za hrano duši, pa čeprav se to sliši še tako obrabljeno. In zanima me tudi, kdo je res danes bralec, bralka poezije in kdo je tisti, ki pesniške zbirke kupuje. Kar nekaj vprašanj, kar nekaj takih stvari. Nekdo me je nedolgo tega predstavil kot tistega človeka, ki ga novinarji radi pokličejo takrat, ko hočejo kaj resničnega zvedeti o založništvu in literaturi. In jaz bom tudi brez dlake na jeziku povedal, da ja, absolutno imamo trenutno v Sloveniji, v slovenskem prostoru en velik problem nebranja poezije. Mogoče je vprašanje, koliko je nebranja, ampak mislim, da tudi knjižnična izposoja jasno kaže, da ja, tudi nebranja poezije, še manj seveda potem kupovanja poezije, katerekoli poezije. Najde se sicer nekaj velikih, izjemnih izjema, ne? Recimo, če izdamo Toneta Pavčka, knjiga gre tudi v 1000 naklade in tako naprej, ampak poprečno pa zelo malo in grozljivo je, o tem mislim, da Andrej Blatnik večkrat na več mestih govoril, recimo, da smo mi spremljali tudi, ko pesniška zbirka dobi kakšno literarno nagrado, potem gremo gledati v Kobis, recimo, in te pesniške zbirke ima 50 slovenskih knjižnic, če smo tukaj, recimo, pa smo tudi v knjižnicah, lahko tudi kaj o nabavni politiki slovenskih knjižnic, odkrito povemo. Potem pa seveda gre stvar tudi dalje do tega, da seveda se izkaže, da ko mi gledamo te številke, in ne boste verjeli, kako grozno je meni včasih, ko v skladišču štejemo knjige, ker pač, ko imamo tole inventuro, urednike uporabljajo za to, tudi za to, da nas naši računari zgore malo streznijo. Pridemo tja in jaz gledam kopice in kopice knjig, ki se ne prodajo, vseh sort, kaj šele pa poezije, je pa največ. In to pomeni, da pri nas razen knjižnic kupi poezijo tako avtor na prste, žal je včasih na prste obeh rok lahko preštejemo ljudi, ki kupijo pesniško zbirko. In to je grozljivo in to so nagrajene pesniške zbirke, medtem ko seveda izhaja pa neizmerne količine poezije. Večinoma v samo založbi danes, ker se založbe vedno bolj otepamo poezije, tudi iz tega razloga, ker se nam ne splača. Tudi če je z jakom podprta, smo mi v minusu na koncu, ko izdamo pesniško zbirko. Posebej seveda, če hočemo, da je knjiga lepa. In jaz ustrajam pri tem, da se mi trudimo, da so knjige še vedno lepe, da imajo lektore, korektorje, da skratka počnemo s knjigami to, kar se mora početi in potem smo pač res v resni zagati. Se pa stvari malo, jaz bi vseeno mislil, da se malo spreminjajo in upam, da se eno. Črna skrinjica Dejana Kobana ima neke rezultate, kaže, da vseeno ljudje kupijo, če se recimo neka specializirana založba res ukvarja s tem, kar se recimo mi manj ukvarjamo s tem in je to tudi naša krivda. In tukaj jaz upam, da se bojo stvari premaknile, ker nisem jaz tako ezoteričen, da bi rekel, da so to recimo knjige za dušo. Bom pa rekel to, da se v poeziji vedno pokažejo prvi znaki sprememb, menjanja tokov, menjanja načinov pogleda na svet. Poezija je prvi lakmusov papir pravzaprav za spremembe v družbi. In recimo v to, kar v pesniških zbirkah nekatere recimo slovenske pesnice, o čemer pišejo, to danes govorimo o tem, kot da smo odkrili neke feministične teme in romani, ki recimo danes izhajajo s temi temami,
poeziji so te teme odprte že 20-30 let, recimo. Ne? In ja, zaradi tega jaz mislim, da je poezija absolutno potrebna in nujna, ker se tudi kaže tukaj, to je vrhunec vsakokratnega nekega jezika v nekem literarnem sistemu. Tudi to pač moramo absolutno reči, ampak predvsem jaz mislim, da so tudi teme tisto, kar mene recimo kot urednika zanimajo tudi teme tisto, kar definitivno se v poeziji, poezija je najbolj progresivna literarna forma in roman temu sledi, tako kot sem rekel, 20, včasih tudi 20-30 let caplja za pesniško zbirko. Še posebej mladi so danes zelo pesniško usmerjeni, kar je seveda zelo za pozdraviti. Jaz imam takšen občutek, ampak tudi knjižničarji se poskušamo bosti z izposojo poezije. Zelo nežno to počnemo, morda prenežno. Je pa tako, da tudi pri našem nakupu imamo tiste od zgoraj, tako kot ti, ki nas potem streznijo, ko imamo prevelike želje, predvsem po številu izvodov in vsega, kar bi imeli. Jaz sebe ne izključujem, tudi jaz moram vsakič pojasniti, zakaj imam, 3 pesniške zbirke v programu Cankarjeve založbe, ki izda 30 knjig recimo letno, ampak za 3 pesniške zbirke tudi mene pošiljajo na zagovor in se moram zagovarjati, recimo, zato ker v naslednjem letu imam 5 pesniških zbirk in trenutno ne vem, kako bom to prodal recimo svojim. O glavnem tega, kar mi počnemo, ker ne nazadnje smo mi tisti, založbe tiste, ki to tudi ustvarjamo. No, danes bomo imeli posebno priložnost zbirko tudi kupiti, če bo kdo želel. Aljoša jih je nekaj prinesel s seboj. Preden gremo na drugi sklop branja poezije, bi pa Zdenka te vprašala po razlagi naslova iz jezika, ki ga ni, v Indigu, v tej prvi pesniški, sem prav povedala, prvi pesniški zbirki imamo tako kot namesto posvetila, komu je namenjena, pojasnilo, ki pravi takole: pisanje poezije je prevajanje iz jezika, ki ga ni. Zakaj sta se odločila za ta naslov? To se je pravzaprav odločil Aljoša, ki je, kot rečeno, mene zelo močno vključil v pripravo knjige, vendar naslov je bil njegov predlog, in ki sem ga hvaležno sprejela. Prekrasen je, kako si ti to izbral, ti je najbolj padlo? Jaz pri teh pesniških zbirkah, ki jih pri Cankarjevi založbi delamo, in ta je nekako tretja, recimo, ker smo tudi Pavčkovo pa recimo Svetlano Makarovic delali, ker smo nazadnje izdali, vedno izberem en vers, ki se mi zdi, ki me nagovori, hkrati pa se mi zdi, da odlično opiše poezijo, ki je, in nekako tam je ostal, ne vem zakaj, ampak tam je ostal ves čas v glavi in ves čas se mi je preigraval, mogoče tudi zaradi tega, ker je v tem posvetilu menjeno seveda prevajanje, in Pamela Hafnerja v slovenskem prostoru več povezujemo s prevajanjem, kot smo ugotavljali, ampak hkrati se mi je pa zdela taka odlična definicija pesniškega ustvarjanja. Gremo k drugemu sklopu branja poezije. Jaz sem si nekako ga poimenovala Globoko Fabijan in Ujetost v tujosti. Blaž, prosim. Hvala. Med uvelim papirjem je skrit zelen list. Groza, da že leta, desetletja, ob isti uri, minuti, sekundi ponavlja isto pot, da vsak dan brez misli postavlja iste nesmiselne korake. Zwischen verwelktem Papier versteckt ein grünes Blatt. Grausen, dass ein jeder Tag übers Jahr, übers Jahrzehnt zur selben Stunde, Minute, Sekunde demselben Weg wiederholt. Dass ein jeder Tag besinnungslos dieselben unsinnigen Schritte setzt. Prijazni ljudje bodo hodili v štric z nami in nam naproti. Kakšen dež,
kako deževno poletje, kako premočeni smo v njem mi. Prenašamo samoto, sebe, živimo z njo, v njej. Ušesa, ki ne poslušajo, nas silijo k besedi. Edina svoboda, ki nam jo dajete, je, da lahko govorimo. Edina svoboda, ki jo dajemo vam, je, da vam ni treba poslušati. Freundliche Leute werden mit uns gehen und uns entgegen. Was für ein Regen! Wie verregnet der Sommer, wie durchnässt in ihm wir. Wir ertragen's, das Alleinsein, leben mit ihm, leben in ihm. Ohren, die nicht hören, zwingen uns zu Worten. Einzige Freiheit, die ihr uns spendet, dass wir sprechen können. Einzige Freiheit, die wir euch spenden, dass es euch nicht Not tut, zu hören. Ljubljana, v tebi sem tujek, iver zadrt v tvoje voljno tkivo, zasilen priložnostni priležnik. Jonov kit si, bel privid, ki ga hlastno in slastno sproti prevajam nazaj v varni, stvarni svet. Sredi tebe sem najbolj pri sebi. Ljubljana, ich bin ein Fremdkörper in dir, Splitter eingerissen in dein williges Gewebe, Gelegenheitsbeilieger. Jonas Wahl bist du, weißes Wahnbild, das ich ein jedes Mal wieder in Hast und Lust zurückübersetze in die sichere, die sachliche Welt. Bin inmitten von dir bestens bei mir. Jejmo kamne, pijmo led. Če ne bi ropal, bi bil ubog. Sredi stavka začenjam misliti, šele konec stavka je moj. Ker se drugega konca ne spominjam, sem iznašel svojega. Vzamem, kar se da. Živim od tega, kar vidim. Bes mine kot blaznost, a se vedno vrača. Kot kača skočim na cesto, tonem v bodočnost. S plaščem ni zakrito slovo. Nag sem. Ljubim uboštvo, ki ne pozna ne padcev, ne teže. Ne govori o stavkih, preden so končani, ne dotikaj se jih z razumom. V poltemi se slači. Povabi gledalce, če ti je kaj do tega. Vsaka beseda se bori zase. Začel bi molčati in nikoli ne bi nehal. Rad živim, lahko pa bi bil tudi mrtev. Sram me je, da živim tako lahko. Zakaj si mi odrezal niti? Kakšna strahopetnost. Nad prepadi so mostovi, pod njimi potepuhi in povodni ljudje. Čudni so ti lenuhi, hinavci, tatovi. Ljubijo denar in meso prav tako. Lasst uns Steine essen. Lasst uns Eis trinken. Würde ich nicht rauben, wäre ich arm. Mitten im Satz fange ich ständig zu denken an. Erst das Satzende ist mein. Weil ich mich eines anderen Endes nicht entsinne, habe ich mir eins erfunden. Ich nehme, was sich ergibt. Lebe von dem, was ich sehe. Die Wut schwindet wie ein Wahn, kehrt freilich immer zurück. Wie eine Schlange überspringe ich die Straße, versinke in der Zukunft. Im Mantel
unversteckt, der Abschied. Bin nackt, liebe die Armut, die kennt weder Abstürze noch Lasten. Red nicht von Sätzen, ehe sie zu Ende sind. Befingere sie nicht mit der Vernunft. Im Halbdunkel entkleide dich, lad Zuschauer ein, wenn dir danach ist. Ein jedes Wort kämpft für sich. Ich fing zu schweigen an und hörte nie mehr auf. Ich lebe gern, könnte aber auch tot sein. Welche Scham, dass ich so leicht lebe. Warum schneidest du mir die Fäden ab? Welch Feigheit! Über den Abgründen die Brücken, darunter Landstreicher und Wasserleute. Seltsam sind sie, Faulpelze, Heuchler, Diebe, voll Gier nach Geld und ebenso nach Fleisch. Za pol ure se mrak zgosti v temo. Prepovedal si bom pisanje. Ko še nisi znal brati, sem si izmislil zgodbe zate. Davno sem jih že pozabil. Ti pa še vedno veš zanje. Nocoj se jih boš spominjal, dokler ne boš zaspal. Veš, brez torbe se počutim nagega. Ponavadi vanjo odlagam vtise. Če bi spomin imel v njej dosti prostora, bi se preteklost razblinila. Oprosti. Vate tlačim besede, kot da bi ti hotel poljubljati ušesa. Če bi pogum rastel na drevesih, bi vam ukazal, da ga potrgate. Čas je zrel. Če bi ležal v blatu, bi ga vi pobrali in shranili. Bolj mogočen sem kot vi, ker sem prepričan in dvomim. Kako naj ti pridem blizu? Ali naj ti dam piti svojo kri, ali jesti svoj kruh? Ker se mi je zlomilo pero, kdo je tisti nihče, ki ga je zlomil? Moram govoriti. Sam sebe nadlegujem. Ličinka sem, ki se je izluščila iz ličinke. Sam svoj sin sem, sad trte in zime, trpek in sladek hkrati. Nimam si kaj ukazati. Kdo ne bi želel umreti na višku življenja? Für eine halbe Stunde verdichtet die Dämmerung sich zu Finsternis. Ich werde mir das Schreiben verbieten. Als du noch nicht lesen konntest, habe ich Geschichten erfunden für dich. Längst habe ich sie vergessen. Du aber weißt noch immer von ihnen. Heute Nacht wirst du dich ihrer erinnern, bis du einschläfst. Du weißt, ohne Tragtasche fühle ich mich nackt. Bin gewohnt, in ihr Eindrücke zu lagern. Hätte das Erinnern in ihr Platz genug, würde die Vergangenheit zu Schaum. Verzeih, ich dränge dir Worte auf, als seien das Ohrenküsse. Wüchse Mut auf Bäumen, würde ich, reif ist die Zeit, euch heißen, ihn zu pflücken. Läge er im Dreck, würdet ihr ihn aufklauben und horten. So viel mächtiger bin ich als ihr, denn ich bin überzeugt und zweifle. Wie bloß komme ich dir nahe? Soll ich dir denn mein Blut zu trinken geben oder mein Brot zu essen, weil mir die Feder genickt ist? Wer ist denn der Niemand, der sie genickt hat? Muss ich reden und behellige mich allein. Bin Larve, herausgeschält aus einer Larve. Bin mein Sohn, Frucht des Rebstocks und des Winters. Bitter und süß zugleich. Hab mir nichts zu heißen.
Wer wünschte nicht zu sterben auf dem Gipfel des Lebens? Ati, povej končno, ali me sploh poslušaš. Očetov hrbet štrli kvišku pod rjuhami. Živi ščit proti soncu, ki vztrajno vzhaja. Brnenje njegovega brivnika skozi zid. Vsako jutro prvi šum, ki zleze pod veke. Nikoli se nisva prav preveč pogovarjala, niti drug mimo drugega nisva govorila. Čeprav nikoli nisem pel z njim, sem vedno pel zanj. Najbrž me je slišal. Še vedno čakam, da pove, ali je. Da je. Ati, sag endlich, ob du mich überhaupt hörst. Der Vaterrücken ragt auf unter den Betttüchern. Lebender Schild gegen die Sonne, die beständig höher steigt. Das Gebrumm seines Rasierers durch die Wand. Allmorgendlich der erste Laut, der sich einschleicht unter die Lider. Nie haben wir zwei uns viel ausgesprochen, aber auch nicht aneinander vorbeigeredet. Zwar habe ich nie mit ihm gesungen, aber immer gesungen habe ich hin zu ihm. Wahrscheinlich hat er mich gehört. Immer noch warte ich, dass er sagt, ob ja. Das Ja. Pred kratkim je v intervjuju v prilogi znanega časnika Luigi Naci tržaški popotnik dejal, da so vse obmejnosti enako zavozlane. Imajo potopljeno zgodovino, zamolčanosti in tudi svojstven način komuniciranja. Zdenka, imeti v sebi tako slovansko kot germansko dušo, je to prednost ali človeka razdvaja? Ne vem, če je prednost. Mislim, da je lažje, če živiš samo z eno dušo. Tako kot je morda tudi včasih lažje živeti samo z enim jezikom in se potopiti samo v en jezik. Fabijan je tudi recimo vedno dejal, da ko si dvojezičen, pravzaprav si dvojno poljezičen. In to je pravzaprav kar težka dediščina. Kako to obmejnost dojemate, koroški Slovenci? Dobro, vemo, da se premalo morda povezujemo, da politika morda caplja za tem, kar bi morala postoriti. Mene pa zanima, kako je v čisto vsakdanjem življenju. V čisto vsakdanjem življenju pravzaprav ne razmišljamo v teh kategorijah. Seveda gre vedno za vprašanje povezanosti z matičnim narodom, ampak jaz kot prišlek pravzaprav sem tudi opazovalec, sem opazovalka in občutek imam, da se mnogi pravzaprav tudi ne počutijo zares sprejete v Sloveniji. Tudi ko naredijo korak čez mejo, da potem naredijo tudi korak nazaj in se vrnejo na Koroško, ker pravzaprav pridejo v Slovenijo in ne vidijo, imajo občutek, da pravzaprav tudi tukaj niso doma in da so vendarle bolj doma na Koroškem, ker ta dvojna duša, ne, so Slovenci, ampak so tudi Avstrijci, ne, in pravzaprav je
tu vedno iskanje svojega mesta, ampak ko iščeš svoje mesto, tudi v umetnosti, seveda želiš biti sprejet tudi v Sloveniji, kjer imaš drugačno publiko, ki ni omejena na samo manjšino in bojim se, da mnogi nimajo občutka, da dobijo dovolj od Slovenije. Ob dnevu maternih jezikov so mi tržaški zamejski pesniki dejali, da ko pridejo v Ljubljano so tujci, ko pridejo v Trst so tujci. Nikjer nisi pravzaprav v bistvu zares doma. Je tudi na Koroškem tak občutek? Mislim, da je povezanost seveda s Koroško večja kot Slovenijo, ker koroški Slovenci so odraščali na Koroškem, so Slovenci, so zavedni Slovenci, kajti če ne bi bili zavedni Slovenci, bi že zdavni začeli govoriti samo nemško v svojih družinah. Se pravi, že dejstvo, da ohranjajo jezik, je jasen dokaz narodne pripadnosti, ampak Slovenija kot država je pa kljub samo tuja, ker tudi recimo, če se odseliš iz Slovenije, jaz sem le do svojega 30. leta živela v Sloveniji, s časoma se rahlja ta vez, ampak nekdo, ki nikoli recimo ni živel v Sloveniji, ne more pač čutiti z državo Slovenijo iste povezanosti kot z državo Avstrijo. Lahko pa čuti zelo močno povezanost s kulturo v Sloveniji in tu je seveda potrebno, da slovenska kultura bolj vključi zamejce. Aljoša, Fabijan je dejal v enem izmed intervjujev, da je lažje priti do Nemčije kakor do Slovenije, da je za zamejce Slovenija prostor, ki ga je težko doseči, da mu tokovi v Ljubljani niso dostopni. Zdaj pa mene zanima, kdaj in kako, na kak način se Cankarjeva založba recimo trudi za sodelovanje z obmejnimi literarnimi ustvarjalci in ali se dovolj po prepričanju založbe, po tvojem prepričanju, in tudi slabo poznamo zamejska dela ustvarjalcev, tudi v šolskih programih, tudi potem naprej v srednješolskem izobraževanju in tako kot si ti dejal, zelo malo tudi na fakultetih. Jaz se bojim, da mi še vedno živimo v zelo nacionalnem literarnem sistemu. Jaz se recimo z zamejsko poezijo največ srečujem preko festivala Vilenice, recimo, ker tudi vključujemo kakšne zamejske pesnike, ampak načeloma zelo slabo poznamo to in jaz čist verjamem, da nekdo, ki živi v Koroškem ali pa v Trstu ali pa kjerkoli pa zunaj meja Slovenije, ima občutek, da tukaj ni najbolj dobrodošel. Jaz pač moram opozoriti tudi, da recimo pri nas mi se vsi delamo, načeloma bi si mislil, da se umetnik povsod počuti tujega na neki ravni, vsi delamo z jezikom, vsi delamo zgodbe, če daš sebe v zgodbe, lahko naletiš tudi na kakšne negativne odzive, lahko tudi marsikaj, skratka ugotoviš o sebi, kar te malo odtuji od sveta, od katerekoli družbe, v kateri si, če si kritičen intelektualec, še toliko bolj, ampak pri nas se nekako obnašamo, da pač skratka, da so predvsem, slovenski literati samo tisti, ki pišejo v slovenščini, recimo, in že takoj sumljivo gledamo na nekoga, ki ne piše samo v slovenščini, že to je za nas velik problem. Nekateri bi danes radi, da tudi Žižek ni več slovenski filozof, ker pač mi Žižka prevajamo. To se moramo mi zavedati, mi se hvalimo z največjim slovenskim filozofom, Žižka pa prevajamo, pa še to načeloma ga sploh ne prevajamo. Mi 3/4 njegovih knjig nimamo prevedenih v slovenščini in enako recimo s pesniki pri nas živi recimo pesniki pa pesnice kot je Lidija Dimkovska, ki sicer piše v makedonščini, ampak to je slovenska pesnica za Boga. Živi pri nas v našem okolju, literaturo, ki piše, pač nekako raste z tega okolja, ampak naš literarni sistem, naš
sistem, ja, potem tudi založniški sistem je še vedno zelo omejen v to nacionalno, narodno pripadnost in tukaj se zgubi, jaz se bojim, da marsikaj, ne. No, k temu bi jaz rada dodala, da se pravzaprav nekaj podobnega seveda dogaja tudi drugod. Recimo v Avstriji je dolgo časa tudi veljalo, da največjo avstrijsko državno nagrado za kulturo, za literaturo nisi mogel dobiti, če si pisal v drugem jeziku in ne v nemščini. In šele pred nekaj leti je Florian Lipuš kot prvi postal dobitnik te velike nagrade in to seveda tudi zaradi tega, ker je bilo pač treba spremeniti tudi pravila. Se pravi, Florian Lipuš, ki je celo življenje pisal v slovenščini, skoraj da ne bi mogel dobiti te nagrade v svoji državi. Aljoša, kako to spremeniti? Takšen čuden odnos do del izza meje, ki je ni več? Jaz mislim, da tukaj gremo tudi malo ven z literarnega sistema, je tudi politična volja, ne, sej, ko rečeš meja, kakšna meja? Tam ni nobene meje, ne, načeloma mi živimo v EU, nobene meje ni, ne. Pravim, da je ni več, ja. Ni je več, ampak še vedno se obnašamo, kot da je, ne, ta meja še je in bo še dolgo ostala, ker je večinoma tudi v naših glavah, ne, in danes v resnici vse to jokanje nacionalistično o tem, kako smo od Karantanije sem sanjali o slovenski državi, pa je nismo dobili in jok, bi danes moglo biti preseženo, ker dejansko ti v Trst lahko greš peš s Kopra, če hočeš, in ne bi bilo treba, te meje več ni, ampak mi se še vedno obnašamo kot meje in dokler politika tega ne bo spremenila in na nek način pridobila, vključila te obmejne prostore nazaj v slovenski kulturni prostor, jaz mislim, da tudi pač temu literatura pa kultura bo temu zelo težko sledila, ampak jaz absolutno mislim, da imamo zdaj izjemno priložnost. Jaz sem otrok, ne bom rekel, da je otrok Evropske unije, malo sem starejši, no, ampak sem pa nekdo, ki definitivno uživa v tem, da lahko gre in se svobodno tako giblje. in brez pasuša, gre gor do morja severnega, zdaj bomo kmalu lahko šli marsikam dol, recimo, in to bi morala slovenska država ali pa nek slovenski kulturni prostor, jaz mislim, da tudi začeti izkoriščati in pač tole vključiti, ne pa da v resnici se dogaja obratno, ne. Jaz imam kolege z Prekmurja, ki mi pravijo ravno obratno, ne. Tam že Madžarska dejansko vključuje slovenski prostor v svoje, čeprav tam je manjšina res je recimo predvsem manj, kot je Slovencev na avstrijskem Koroškem. Zdenka, gre v bistvu za identiteto večjih pripadnosti, za neka kulturna zavezništva, ki naj bi brez meje oziroma s to ukinitvijo te navidezne črte povzročila boljše sodelovanje. Pa je tako? To težko presodim. Mislim, več identitet imamo itak vsi, ne. Vsi se v različnih okoljih vidimo drugače in podobno. Kako pa te identitete potem v praksi živimo, ne, to je pa odvisno od različnih okoliščin. Sej Aljoša je pravzaprav zelo dobro orisal situacijo, tako da meje niso več, pa vendarle so in vsi se moramo potruditi na vseh straneh, da jih prekoračimo. Če samo smem, dvojezičnost je pa vedno bila neka v resnici prednost tega prostora našega kulturnega in zaradi tega se meni zdi pač smešno se omejevati. Jaz ne bi rad se omejeval. Jaz mislim, da je fajn, da je ta identiteta fluidna in da smo večjezični in dejansko smo večjezični, tudi če se tega ne zavedate. Jaz sem bil pred 2 tednoma, ko so imeli otroci tale, kako že pač srednje šole, oziroma, kako se že temu reče, informativne dneve, hvala, nekdo mi je pomagal z publike, ja. Informativne dneve sem bil po naključju konzorciju, ker smo nekaj snemali, neko knjigo, skratka video za eno knjigo in tam je bilo polno teh otrok, ampak kje so bili v konzorciju? Nahajalo so se okrog literature v angleškem jeziku, ne. In to so bili 16-letniki, 17-letnice, mladi ljudje, ki danes pač živijo
dobesedno pač dvojezično, ampak seveda drugače kot včasih, kot smo to dojemali kot neko nadvlado, zdaj le pač preprosto angleška kulturno območje je toliko močno, pa kultura, da vsi berejo v angleščini. Ne? Ja, pestrost je dobrodošla, ampak po drugi strani pa prinaša tudi predvsem za takšen majhen jezik, kot je slovenski, in za te dvojezične povezave tudi številne pasti. Od tegale razgovora o mejah in o tem, kaj smo, kaj nismo, ne, če smo na eni ali na drugi strani, bi šli na tretji sklop pesmi o utišanosti, o kaznovanosti in o tem, kako boli zavedanje, če tudi ga ni. Prosim, Blaž. Besede. Besede si vlačila iz mojih ust, trgala si jih z upirajočih se ustnic, ničesar nisem vprašal, želel sem, da bi govorila. Ničesar nisem rekel, nikamor te nisem silil. Tvoje ustnice so smeh, moja govorica je grenka. Iz grozdja sem se napil le groze. Poslušam vas, pa ne razumem besede. Občudujem, kako obvladate jezike. Worte. Die Worte aus meinem Mund gezerrt, gerissen von der widerständigen Lippen. Nichts habe ich gefragt, wünschte, du sprichst. Nichts gesagt, nirgends hin dich gedrängt. Deine Lippen lachen, meine Rede Bitternis. Aus den Trauben nichts als Grausen gesogen. Ich höre euch zu, aber verstehe kein Wort. Bewundere, wie ihr die Sprachen meistert. Vabili ste me, prišel sem. Kamen udari na steklo. Ljubim zvok, ko ne vem, ali šipa poči. Nisem podgana, čeprav se branim boriti se proti smetju in smradu. Je to lenoba ali nov uvid? Včasih se mi med branjem, spanjem ali kjerkoli posveti spoznanje, a ne morem ustaviti klepetavih misli. Ob takih priložnostih se ugriznem v ustnico in priteče kri, ker sem zadušil krik. In ko dospem na tih kraj, sem že davno vse pozabil. Ne gre drugače. Sem pač odvisen od ljudi, od cajtangov, od čaja in ne maram sovražnosti. Ne da bi te prosili, usiliti se jim moraš, če nočeš biti kaznovan. Ihr habt mich eingeladen, ich bin gekommen. Stein schlägt auf Glas. Ich mag den Klang, wenn ich nicht weiß, ob die Scheibe bricht. Bin kein Ratte, obwohl ich mich wehre zu kämpfen gegen Abfall und Gestank. Ist das Faulheit oder frisches Einsehen? Manchmal im Lesen, Schlafen oder sonst wo leuchtet Erkenntnis. Aber ich kann dann das Gedankensgeklapper nicht stoppen. Bei solchen Gelegenheiten beiße ich mir in die Lippe und es fließt Blut. Denn ich habe einen Schrei unterdrückt. Und wenn ich es zu einem stillen Platz schaffe, habe ich all das längst vergessen. Es geht halt nicht anders. Bin abhängig von den Leuten, von der Zeitung, vom Tee und mag keine Feindschaften.
dass du dich bloß nicht bitten ließest. Aufdrängen musst du dich ihnen, wenn du nicht bestraft sein willst. Živiš nezavestno. Živiš nezavestno, potopljen v samoto, drhteč od slepega strahu, se braniš vseh dotikov, ne boš utonil v dežju. Otrpneš, otopiš, večno boš ostal na suhem. Nikoli ne boš okusil blage mokrote, umrl boš, ne da bi bil povohal vodo, kadar dežuje. Nikoli ne boš okusil omilitve vode v žaru dni. Tako boš končno od žeje umrl v dežju. Du lebst besinnungslos. Besinnungslos lebst du, stumpf im Alleinsein, zitternd im blinden Grausen, sträubst du dich gegen jede Berührung, wirst nicht ertrinken im Regen. Erstarrst, stumpfst ab, wirst ewig im Trocknen bleiben, nimmer wirst kosten gute Nässe, wirst sterben, wenn's regnet, am unerschnupperten Wasser, nimmer wirst kosten die Linderung des Wassers in der Glut der Tage. Wirst am Ende sterben vor Durst im Regen. Pričakovanja otroških dni. Pričakovanja otroških dni se nikoli niso uresničila. Izgubila so se v morju nemožnosti. Krasne slike, čudovite glasove, gradove na visokih gorah, vse to sem izgubil v zorenju. A kaj sem pridobil? A kaj mi je ostalo? Erwartungen der Kindertage. Erwartungen der Kindertage niemals verwirklicht. Verloren haben sie sich im Meer der Unmöglichkeit. Schmucke Bilder, wundersame Stimmen, Burgen auf Bergeshöhen. All das habe ich verloren mit dem Heranwachsen. Und was habe ich dazu gewonnen? Und was ist mir geblieben? Duša me boli. Vse novo mi je tuje in zoprno. Umaknil sem se nazaj pred začetek pubertete, da se počasi spet naučim nevednosti. Da si iz preteklega neživljenja iztrgam velik kos prihodnosti. Die Seele tut mir weh. All das Neue ist mir fremd und zuwider. Ich ziehe mich zurück in die Vorpubertät, um mir sachte wieder das Nichtwissen beizubringen, um dem Nichtleben von damals eine große Scheibe Zukunft zu entreißen. Hvala. Ja, Zdenka, svet ni vedno takšen, kakršnega, ne vem, pričakujemo, kakršnega vidimo ali pa želimo videti. Ni tudi vedno takšen, da bi se razveselili nekako življenja v njem. Je bil svet za Fabjana nespremenljiv ali pa celo spremenljiv na slabše? To je težko vprašanje. Ne bi rekla. Tega, čeprav seveda, če beremo določene pesmi, iz katerih čutimo nekaj temnega, nekaj pesimističnega, kljub vsemu jaz mislim, da
je bil svet spremenljiv in nekatere stvari seveda ne gredo ravno na boljše, ampak tega ne bi mogli posploševati. Kako si pa ti, Aljoša, začutil Fabijanove pesmi v teh, bi rekla, bolj žalostnih čustvih ali pa v trpkosti, grenkobi, ne vem, žalosti. Navzven tega v bistvu ne kažemo ravno v taki obliki, kakor neko veselje ali pa srečo, zadovoljstvo. Kako si se ti poglobil v pesmi in kako si občutil? Jaz se strinjam, da obstaja pač neka določena melanholija v poeziji Fabijana Hafnerja, ampak ne bi rekel, da je to določujoča stvar, oziroma rekel bi tako, da je on to velikokrat nekako gledal z nekega filozofskega gledišča. Meni se njegove pesmi zdijo zelo razmišljujoče, kot seveda ravno to, kar smo govorili in kar sem prej rekel, dvojezičnost ti daje v resnici en drug pogled na jezik, en drug pogled na jezik kot na materijo, s katero lahko delaš. In pesnik, jaz mislim, da je to neko osnovno vodilo ali pa osnovni položaj pesnika v vsakem jeziku, tudi če bi bil samo, recimo temu, enojezičen, da jezik dojema kot neko materijo. Ko ti imaš to pozicijo, je potem težko, da je karkoli čisto dokončno ali pa da je to neko nesprejemljivo stanje. Je jezik tudi nekaj, s čimer se igraš, je jezik tudi nekaj, o čemer ti razmišljaš. In jaz recimo v njegovi poeziji nisem toliko recimo odkrival žalosti ali pa žalobnosti, ampak bolj ta nek filozofski vidik jezika kot nečesa pa poezije, recimo, v kateri je zelo pomembna tudi molk, pa zelo pomembna je umirjenost. Meni se zdijo njegove pesmi resnično zelo umirjene, zelo, bi rekel, na nek način včasih tudi malo neuzvišene, ni prava beseda, ampak zdi se mi, da skratka njegova poezija se zelo poigrava s tem, kar pove, pa kar ne pove, pa kar reče, pa kdaj ve, da ve, kdaj recimo mora biti tiho. Zdenka, ja, prosim. Nekaj dodam. Aljoša je govoril o jeziku kot materiji, s katero se poigrava, in to se dejansko pojavlja vedno znova v njegovih pesmih, zlasti seveda, če gledamo in primerjamo slovensko različico in nemško različico, ki jo je on sam napisal. On je recimo začel s tem, da je prevajal svojo pesem, potem je pa nastalo nekaj povsem drugega. Recimo tudi, ko sem jaz pošiljala pesmi Petru Handkeju, sem mu poslala tudi pesmi, kjer je obstajala nemška različica, ki je bila pa tako drugačna od slovenske izvirne pesmi, zaradi tega, ker ga je jezik odnesel nekam drugam, ker on se je igral s to materijo. In tudi, če gledamo recimo njegove nemške pesmi, tam je toliko plasti, eno je pomen, drugo je dejansko igranje z jezikom, igranje z različnimi predponami in podobno. Tako da to je res stalnica v njegovem pisanju in zaradi tega se strinjam s tem pravzaprav, kar je Aljoša dejal. Jezik kot materija je bil vedno zelo pomemben. Omenila si, da je prevajal tudi sam sebe, oziroma jaz bi temu rekla, tako kot sva se pogovarjali in si ti rekla, da je pesem skoraj da na novo napisal. Kako je to izgledalo pri njem? Pa še nekaj, če lahko dopolnim to vprašanje, si dejala recimo tudi to, da je veliko pesmi tudi zavrgal. Ja, veliko je zavrgal, bil je zelo kritičen do svojega pisanja in kot rečeno, nekdo, ki se ukvarja
poklicno z literaturo, ker je pač delal v inštitutu Roberta Musila in literarnem arhivu. In nekdo, ki je prevajal, je postajal dejansko z leti čedalje bolj kritičen do lastnega pisanja. In jaz mislim, da bi brez tega imeli danes veliko več pesmi, če jih dejansko ne bi raztrgal potem, ko jih je napisal. Njegovi prevodi pravzaprav niso prevodi. Zanimivo bi bilo dejansko primerjati prevode drugih prevajalcev z njegovimi. To bi bila prava znanstvena naloga, ker bi dejansko lahko spremljal, kam te lahko privede prevajanje lastne poezije. In vendar je pa to nekaj, česar si on ni dovolil pri drugih pesnikih in pisateljih, kjer je bil zelo zvest prevajalec. Zato je to tudi nekaj posebnega in morda bi nekega dne lahko dejansko dali prevesti nekatere njegove originale in potem usporedno objaviti njegove prevode pod narekovaji. To bi bilo pravzaprav veliko odkrivanje novega sveta prevajanja. Peter Handke, ki je prevajal tudi njegove pesmi, ni želel prevajati tistih, ki jih je že prevedel sam. Ne vem, zakaj, verjetno je hotel tudi nekako dopolniti že obstoječe in meni se je to zdelo zelo v redu, ker lahko si predstavljate, Fabijan je sam prevajal in potem sem jaz bila tudi navajena na njegove prevode in zame je bilo zelo pomembno, da ga prevaja nekdo, ki mu lahko 100% zaupam. In jaz v preteklosti nikoli nisem primerjala Handkejevih prevodov z originalom avtorjev, ki jih je pač on prevajal, zaradi tega, ker če sem znala original, sem brala stvari v originalu, če originala nisem dovolj razumela, sem seveda posegla samo po prevodu. Fabijan pa je primerjal Handkejeve prevode z originali, ker se je s tem tudi poklicno ukvarjal in ena izmed zadnjih znanstvenih konferenc, ki jo je Fabijan soorganiziral, se je ukvarjala prav s Handkejem kot prevajalcem. In torej jaz sem iz Fabijanovih besed poznala Handkejev pristop in se mi je zdelo, da ima on svoj pristop, ki ga je pa Fabijan cenil. In zaradi tega sem bila srečna, da je on sam predlagal, da naredi te prevode in se mi je zdelo tudi v redu, da ni to samo neka druga različica, temveč da je to nekaj novega, samostojnega, čeprav pri eni pesmi se je pa dejansko zgodilo, da je prišlo do podvajanja, zaradi tega, ker sem mu poslala en list, na kateri sta bili dve pesmi, eno sem prečrtala, druge nisem prečrtala in se mi je zdelo samo umevno, da bo prevedel tisto drugo, če se pač odloči zanjo. Ampak morda se ni dobro videlo, pač tista moja črta s svinčnikom in je dejansko prevedel eno pesem, ki jo je Fabijan že sam prevedel. In sem jo pustila in ker se mi je zdelo, to je slučajno nastalo, to ni bilo načrtovano, všeč mu je bila in je imela pač svoje mesto v pesniški zbirki. Popolna prevajalska študija vse skupaj. Kakšen je pa občutek, zdaj verjetno se z Handkejem že poznate od prej, je le Nobelov nagrajenec za literaturo, ta občutek, da nekdo želi prevesti tvoje pesmi, je verjetno kar tako, no?
ne znam najti izraza, nepomemben. Verjetno je tako, da je človek zadovoljen v sebi. No, Nobelova nagrada je prišla po začetku prevajanja, tako da je pesmi prevajala oseba, ki še ni bila Nobelov nagrajenec. Ampak moram reči, da sem bila seveda zelo vesela. Jaz mislim, da sem takrat, ko sem zvedela za njegovo nagrado, poklical me je en prijatelj, ki je vedel, da smo prijatelji, da se poznamo, in sem počutila se neverjetno srečno, pa ne zaradi prevajanja, ampak zaradi tega, ker vsako leto ob podeljevanju Nobelove nagrade oziroma v tistih tednih prej smo se doma o tem pogovarjali, Peter Handke, Nobelova nagrada. In jaz vem, da si je Fabijan zelo želel, da bi Peter Handke dobil Nobelovo nagrado, se pravi, tega sem bila najbolj vesela. In moram pa reči, da tudi predtem je še ena oseba dobila Nobelovo nagrado, in sicer Bob Dylan, ki ga je Fabijan neverjetno cenil. Doma imamo velikansko zbirko CD-jev in knjig in podobno. Tako da je Fabijan očitno imel pravi občutek, in ko je Peter Handke dobil Nobelovo nagrado, sem rekla, tako, zdaj sta oba dva dobila, zdaj sem lahko mirna. Aljoša, bi izid takšne dvojezične zbirke s prevodi Petra Handkeja zanimala tudi Cankarjevo založbo? Ja, včasih smo to veliko izdajali, ne? Je bilo tudi v posameznih zbirkah so bile dvojezične zbirke, ker je preprosto zaradi tega, da tudi bralci, ki so seveda bili dvojezični, so lažje brali. Vprašanje, kako še to danes očekuje, jaz se bojim, da predvsem recimo nemščina izginja iz slovenskega kulturnega prostora in da vse manj ljudi recimo razume nemško. Jaz, ki sem športni navdušenec, ne morem verjeti, recimo, da včasih se zgodi, da novinarji pošljajo nekoga intervjuvati avstrijsko smučarko, pa ta novinar ne zna, pa se pogovarja z njo v angleščini. Ne? To se mi zdi res zelo nenavadno za sosedske odnose, ki jih imamo, ampak tudi jaz iskreno povem, da recimo tudi jaz malo slabše berem v nemščini kot v angleščini. Angleščina je moj prvi tuj jezik, nemščina šele drugi, tako da tudi jaz precej slabše recimo že berem nemško, kar je recimo za urednika še kar handicap, no? Ker nemščina vendarle izdaja precej več prevodov evropske literature, ki mene pač v resnici v osnovi najbolj zanimajo, bolj kot anglo-ameriški prostor. Zdenka, obstajajo tudi pesniki, ki pišejo pesmi posvečene Fabijanu. Januš, Zupan? Ja, jih je kar nekaj in dostikrat sem jaz mislila, da bi se jih splačalo zbrati pa izdati v knjigi, ker na nekatere pesmi sem jaz naletela tudi povsem naključno, sem jih odkrila v časopisu, naprimer v Standardu in podobno. Tako da, ja, je kar nekaj pesnikov in pesnic, ki so posvetili pesmi Fabijanu. Je Fabijan neka senca, je angel, je sonce, zvezda, ki gre še vedno za vami vsemi, za družino, za teboj, za hčerama? Vsekakor. Ne senca, ker senca je nekaj, kar skrije toploto in sonce, angel, nekdo, ki je prisoten, ampak ne samo za družino. Moram reči, da mnogi mi pravijo, kako so razmišljali o Fabijanu, kako jim je pomagal tudi v njihovem pisanju in tako da je še zelo prisoten marsikje. Aljoša, kako bi bilo, če bi svet vrtela resnična ljubezen in z njo poezija? Ne vem, če sem jaz pravi za tako vprašanje. Jaz sem še kar ciničen človek, ampak
Mogoče se raje navežem na to, kar je Zdenka govorila. Mene recimo absolutno se mi zdi, da je ena od stvari, ki preveva Fabijanovo poezijo, je pa absolutno senca, ampak ne v tem pomenu senca nečesa, kar skrije svetlobo, ampak nekakšen chiaroscuro, oziroma zelo veliko je pisal o luči, o svetlobi, o belini, o barvah, recimo zelo veliko je barv. Včasih mene recimo najbolj se dotaknejo pesmi, ki preigravajo zelo malo v resnici besed in velikokrat so med temi besedami barve, črna in bela recimo. Ne. On je skratka opisoval ta svet v nekih kontrastih, ampak znotraj teh kontrastov je zmeraj, vsaj zame, no, to je seveda moja individualna interpretacija, vedno prišlo do tega, da je prišla ven svetloba kot tista, ki je bila podarjena, ali pa vse veste, ko senca pade, tudi mi lažje recimo vidimo nekatere predmete, ker to pomeni, da so osvetljeni, če imajo močno senco, tako da sem se mal, upam, da izognil vprašanju. Ja, ravno kar sem hotela reči, da si se dobro izmaknil. Te bom še kdaj drugič to vprašala, če si boš morda, če se boš domislil odgovora do takrat. Mi gremo pa k zadnjim branjem, k zadnji poeziji. Ta zadnji 4. sklop je Zdenkin izbor. Jaz sem jo zaprosila, ker gre za ljubezenske, v glavnem ljubezenske pesmi, da sama pove, katere bi prebrala. Nekaj jih bom prebrala jaz v slovenščini, nekaj Aljoša, Zdenko pa smo seveda naprosili za nemško branje. Kaj je lepo? Včasih sem bister in vidim jasno. Včasih sem otrok in me zaboli. Krava, orjaško telo, pohlevna. V temi hleva rojena, zaupljivo slediš slehernemu vleku verige. Še na svoji poslednji poti, v mesto, k mesarju. Včasih pa me pobožaš z rogovi, da ne pozabim, da me le ne prebodeš, ker me ljubiš. Kuh, gewaltiger Leib, lammfromm im Stalldunkel geboren, voll Vertrauen folgst du jedem Kettenruck, selbst auf deinem letzten Weg zum Fleischer nach Feistritz. Nur manchmal streichelst du mich mit deinen Hörnern, damit ich nicht vergesse, dass du mich nur deshalb nicht aufspießt, weil du mich liebst. Večerna. Nisem opazil, kaj šele čutil, da je poletje in dan. Pohojene trave se bodo vzravnale čez nekaj dni. Čez nekaj pohojenih dni. Dajala sva jih drugim, drug drugemu, sebi. Najini niso bili, nikogaršnji. V kratkem snu vroče, skoraj neprespane poletne noči, se krčevito, vse šibkeje oklepaš moje dlani. Tvoje poteze so poselile moj obraz. S topimi nohti jih praskam z njega. Vedno bom to staro pesem pisal prvič, se sprehajal v sončni pripeki ob reki in si izmišljal neki ti. Pa me večerjenje poseli, vroče telo se počasi hladi. Nekdo ali nekaj mi govori, da si ti jutro, da je jutro ti. Hotela sem pravzaprav samo še dodati, da prejšnjo pesem je Fabijan prevedel sam, pa tudi tole. Abends, weder geahnt noch erkannt, der Sommertag. Die zertretenen Gräser richten sich wieder auf nach ein paar Tagen. Ein paar durchstreiften, durchgestrichenen Tagen, die wir anderen einander uns gaben. Uns gehörten die Niemandstage nicht. Im kurzen Traum der fast durchwachten Sommernacht klammerst du dich krampfhaft, aber immer schwächer an meine Hand.
Deine Züge besiedeln mein Gesicht. Mit stumpfen Fingern zerkratze ich sie. Immer wieder werde ich diese alten Verse schreiben, in der Gluthitze am Fluss entlang flanieren und dich erfinden. Und dann kommt der Abend. Der heiße Leib kühlt ab und aus. Irgendjemand, irgendetwas sagt, dass der Morgen ein Du ist, dass du der Morgen bist. Rad bi s teboj, ne predolgo, in če bi bilo mogoče kar se da počasi, molčal. Ne bi spraševal, odkot ta tvoja brazgotina, s tem bi izničil dvojino, ne sebe in še manj tebe. Ne verjamem v pomenljivo besednost molka, zato se te ne bom dotaknil ne z besedo, ne s pogledom. Ne, lahko pa sta molčeča pogleda vzporednici, ki sta se in se bosta dotaknili tam nekje, v neskončnosti, katere rob zaznava samo zato, ker je brez naju ne bi bilo. Z dotakljivostjo pred seboj in dotaknjenostjo za sabo lahko edino ukrotiva svoj neulovljivi zdaj. Prevod Petra Handkeja. Gern würde ich mit dir, nicht zu lange, wär's möglich, wenn es nach und nach sich ergibt, schweigen. Würde nicht fragen nach deiner Narbe, das hieße die Zweiheit zerstören. Nicht mich selber und schon gar nicht dich. Ich glaube nicht an die Beredsamkeit des Schweigens. Und so werde ich dich weder mit einem Wort noch mit einem Blick anrühren. Nein, dafür aber unser schweigendes Blickpaar als mögliche Parallelen, welche einander berührt haben und berühren werden, dort irgendwo in der Unendlichkeit, deren Saum wahrnehmbar nur deshalb, weil es sie ohne uns zwei nicht gäbe. Nur mit der Berührbarkeit im Voraus und der Berührtheit im Nachhinein kann es erhascht werden, unser beider unerjagbares Jetzt. Zdenka je za te 3 pesmi napisala, tu je nekaj ljubezenskih. Za zadnji 2 pa je zapisala in nekaj povsem drugačnega. Aljoša, prosim. Jaz sem več poezije kot vse moje pesmi. Obraz otisnem v dlani, jaz, ki sem nebogljen od lakote, bojazljiv od samote, jaz, ki nisem slutnja, ampak dokaz. Jaz nisem vi, jaz sem plug in polje, tema in past, smeh in zrak, jaz sem rešitev zase. Jaz je misel, jaz sem smisel, jaz ni smisel, ne, smisel je smisel, ne narobe. Jaz sem ti, mi dva, ki so več od sebe. Fabianov Prevod. Ich bin mehr Dichtung als alle meine Gedichte. Ein Gesicht in der Hand, ich, vor Hunger unbeholfen, vor Einsamkeit bang, ich, bewiesen, nicht geahnt. Ich, nicht ihr, ich, Pflug und Pflock, Nacht und Falle, Luft und Lachen, mein Heil, ich. Ich die Idee, ich der Sinn, ich kein Sinn, Unsinn dieser Sinn, nicht umgekehrt. Ich bin beide, du und ich, mehr als nur ein Wir. Naslednja je za Štajerce kar preizkušnja. Lahko, lahko. Lahko je plavati med da in ne, odlašati z vsemi odločitvami, odlagati začetek vsega na jutri. Lahko je uživati v nezemeljski osvobojenosti, breztežnosti, v zasilnem, rešilnem medprostoru. Med nebom in peklom nastane v hipu in z nedoločenim trajanjem pravi, pravcati raj začasnosti.
Lahko se je povzpeti na goro z vzpenjačo, sedežnico, z osebnim avtomobilom, lenobno lepteti proti vrhu. Lažji od zemlje, vode in zraka, lahek kot dim, kot pena ali pero. Se sproščeno dvigati v nebo, kot meglice in oblaki. Lahkota je nalezljiva, se širi lahkih kril, se spusti lahkih nog v lahek dir. Lahko je govoriti, ko imaš vsega dovolj. Lahko je uspeti, ko ti pomagajo vsi. Reševanje vseh nalog postaja otročja lahko. Vseh tegob in nadlog se je naenkrat mogoče znebiti z lahko roko. Z lahkim srcem živiš pri lahkem kruhu, ko ti lahka služba nudi lahek zaslužek. Za tako lahko zmago povsem zadostuje lahka artilerija. Mirno si lahko dovoliš in privoščiš lahek strup, naprimer lahke cigarete in lahko vino ob lahki večerji, ki ne bremenijo niti prebave, niti spanja. Lahke postanejo kretnje, lahka hoja, lahki kamen, ki ga nosiš s seboj, že celo življenje, lahko spraviš v lahek kovček. Z lahkim jezikom lahko napolniš knjigo. Ob lahki glasbi ti uspe prvič, da si resnično lahek pri plesu. Vse, kar se lahko zgodi, se dogaja zlahka. Lahko gremo čez travnik, lahko nas obiščete, kadar hočete, lahko vstopite, lahko prisedete, se lahko malo omaknete, prosim, ali mi lahko daste kozarec vode. Ko boste opravili, lahko greste. Ko boste odšli, se boste počutili lahke. Tudi ljudje se vam bodo zdeli lahki, srca bodo lahka in vesela. Lahko vam bo celo pri duši. Lahko vam bo celo pri duši. Tako lahki boste, da bi kar zleteli, ampak pazite, lahka ženska je lahek plen. Bodite vendar pozorni, ni napačen človek, le preveč lahek je. Lahko je reči lahek porod. Lahko misliti lahko življenje. Si predstavljate lahko smrt? Ali lahko verjamete, da vam bo domača zemlja lahka, da bo lahko vzeti slovo? Malo še lahko ostanem. Če želite, vas lahko pospremim. Želi vam lahko noč in lahke sanje. Ali poznate kaj lažjega? Odgovor na to vprašanje naj bi bil lahek. In še enkrat v Fabianovem prevodu. Leicht. Leicht fällt es einem zu schweben zwischen Ja und Nein, alle Entscheidungen zu vertagen, den Anfang von allem aufzuschieben, auf ein Tag für Tag sich neu entziehendes Morgen. Es ist ein leichtes, unirdische Freiheit und Schwerelosigkeit zu verkosten in einem vorläufigen Rettungszwischenraum. Zwischen Himmel und Hölle tut sich unversehens ein Paradies der Vorläufigkeit ohne ersichtliches Ablaufdatum auf. Einen Berg zu bezwingen mittels Seilbahn, Sessellift, Personenkraftwagen ist ein Kinderspiel. Ein fauler Aufstieg gipfelwärts, frei jeder Erdenschwere, leichter als Wasserdampf und Luft, als Rauch, Schwade, Schaum, Daune. So kann man leicht in den Himmel fahren, wie auf Wolken, wie eine Wolke, als wollige Wolke, wohlig und weich. Die Leichtigkeit steckt an und greift um sich, auf schwebenden Schwingen, fällt leichtfüßig in leichten Trab, leichten Galopp. Man hat leicht reden, hat man von allem reichlich und genug. Leicht stellt Erfolg sich ein, wenn einem alle zur Hand gehen. Alle Aufgaben lösen sich kinderleicht ganz von allein. Leichthändig wird man aller Beschwerden und Plagegeister ledig. Leichtherzig lebt es sich von der beschwingten Hand in den verwunderten Mund, der vor freudigem Staunen in einem fort offen steht. Für einen so leichten Sieg reicht auch leichte Artillerie voll und ganz. Leichten Gewissens gönnt man sich leichte Zigaretten und leichten Wein zum leichten Nachtmahl, das weder die Verdauung noch den Schlaf belastet. Leicht werden die Gesten, der Gang. Der leichte Stein, den man sein Leben lang mit sich getragen hat, findet Platz in einem leichten Koffer.
Die leichte Muse küsst dich, leichtfüßig erweist sich ein Tanz erstmals als Genuss und Vergnügen. Alles geschieht leichthin. Querfeldein stellen sich Freunde ein. Vielleicht besuchen Sie uns ja. Treten Sie nur ein, nehmen Sie doch Platz. Nach Speis und Trank, nach Plausch und Rausch fällt auch der Abschied leicht. Mit leichtem Herzen und beseligter Seele möchte man meinen, man könnte tatsächlich aus eigener Kraft vom Boden abheben. Aber Obacht, ein leichtes Mädchen ist eine allzu leichte Beute. Ein Bruder Leichtfuß, ein rechter Haderlump und Hallodri. Das sagt sich so leicht, eine leichte Geburt. Das malt man sich gerne aus, ein leichtes Leben. Das wünscht jeder sich und allen, einen leichten Tod. Fällt dann der Abschied leichter? Eine kleine Weile kann ich ja noch bleiben. Sie, wenn Sie das wollen, ein Stück begleiten. Hierzulande wünscht man in der anderen Sprache eine leichte Nacht und leichte Träume. Was könnte leichter sein? Fällt Ihnen was ein? Nein? Hvala Zdenka, hvala Aljoša. Če ima morda še kdo kakšno vprašanje? Ne vprašanje, ampak ta pesem se mi zdi tako iz Indiga, pisanje poezije, prevajanje iz jezika, ki ga ni. Kako je pri 22 letih lahko napisal? Meni se zdijo vse pesmi, vse sem prebrala, kar je možno, meni se zdijo vse že narejene. Sploh ni noben, da bi bila ena ali razvojno, da bi rekel, to bo pa kasneje to je bilo že pri 22 letih. Ne vem, to je samo moje, ne vem, opažanje Zdenka. Moram reči, to je bilo objavljeno, ko je bil 22 let star, ampak kdaj je to dejansko napisal, niti ne vem točno, ker tako kot pač te pesmi, ki sem jih odkrila v mladju in podobno, mnoge je pač napisal bistveno prej, tako da ne vem, očitno je pač bila tu neka zrelost, ki jo mnogi dosežejo veliko pozneje. Ali nikoli. Ali nikoli. Tega nisem hotela jaz povedati. Še kakšno vprašanje, mnenje? Prej sem slišal, da nisem vedel tega, da ta Florian Lipuš, da je tudi zmagal na državnem tekmovanju. To ni tekmovanje, to je dejansko podelitev državne nagrade, velike državne nagrade, ki se podeljuje v Avstriji vsako leto za drugo področje, se pravi eno leto literaturo, potem tudi druge veje umetnosti, se pravi slikarstvo in podobno. Komisija je verjetno, so poznali njegova dela v nemškem jeziku. V komisiji so nekdanji prejemniki te državne nagrade. Se pravi, poznali so njegova dela v nemškem jeziku. Poznali so njegova dela v nemškem jeziku. To me zanima, kdo pa je njega recimo prevajal v nemščino? Njega so v nemščino prevajali po vrstnem redu Helga Mračnikar in Peter Handke, Fabian Hafner in Štruc. Pa se ni takoj dobil, ne? Okay. Dobro, se še družimo na 4 oči, bomo počasi zaključili. Jaz se iz srca zahvaljujem Goethe inštitutu in direktorici Alex Landgrebe in tudi Urbanu, ki nas je spremljal, in vabim tudi našo vodjo knjižnice Otona Župančiča k parim besedam. Ja, sej za zaključek tako prijetnega večera sem lahko samo kratka. In sicer veseli me, da smo si pravzaprav danes vzeli čas tudi za poezijo. Mogoče je pa lahko to ena drobna spodbuda, da več
beremo, posegamo, kupujemo, si izposojamo tudi poezijo. Zelo me veseli za prijeten, simpatičen pogovor. Zahvaljujem se vsem, ki ste danes pravzaprav prišli, si vzeli čas, našim dragim gostom, gospe Zdenki in pa seveda gospe Alex iz inštituta, pravzaprav iz Goethe inštituta. Res me veseli, da smo ta dogodek lahko gostili v naši knjižnici Otona Župančiča. Upam, da bomo še večkrat ponovili kakšne podobne dogodke. Tako da hvala lepa vsem, pa lep večer. Pa seveda tudi Aljoši iz Cankarjeve založbe in naši kolegici Simoni. Hvala. Hvala naši vodji, Barbari Cesar. Aha, še presenečenje. Tako, ja, jutri je 8. marec, na predvečer smo si privoščili en zajeten zalogaj poezije, krasne poezije. Kaj naj vam rečem? Lahko noč in lahke sanje. Hvala lepa, da ste bili z nami.